začnimo to predavanje na temo, ki vi posebej letos dobro poznate. Zdaj sem zanima, katero starostna skupina ste vi? 14, 15, prvi letnik, 9. razred. Cool, odlično. Se pravi, je to prava tema za vas. In sicer se bomo pogovarjali o stvareh, ki jih vi zelo dobro poznate, mogoče celo bolje kot jaz na določenih nivojih, pa vendar mislim, da je prav, da na internet oziroma na splet danes pogledamo z nekoliko drugačnega, drugega zornega kota. In sicer z nekega zornega kota, na katerega ne malokrat niti ne pomislite. O kom o čem govorim? A ste se mogoče kdaj vprašali, ko sedite doma za računalnikom pa za svojimi telefončki in delate to, kar delate, a ste se vprašali kdaj, kam pa pravzaprav vse te pritiski po teh ekrančkih pa po tipkovnicah gredo? Ste se vprašali, kaj se odzad za tem ekrančkom dogaja, poli? Dejstvo je, da z vsakim pritiskom tipke na tipkovnico, z vsakim klikom, ki ga naredimo, puščamo sledi. Digitalne sledi. Ampak te digitalne sledi so nekoliko drugačne kot pa sledi, ki jih poznate v realnem življenju. Jaz verjamem, da vsi dobro veste, da če hodite po snegu, blatu, pesku, ko se obrnete za sabo, vidite te stopinje. Ampak dejstvo je, da te stopinje potem zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin tudi zginejo. Sneg skopni, blato pa se posuši, pesek prekrije drug pesek, skratka sledi zginejo. Ravno obratno so pa te digitalne sledi. Te pa nikoli ne zginejo. Še celo obratno, akumulirajo se, zbirajo se skozi obdobje uporabe računalnika oziroma novodobne tehnologije in pride dan v življenju posameznika, ko nekdo iz takšnega ali drugačnega razloga želi izvedeti nekaj več o vas, o meni, o komorkoli. In kaj bo naredil? Je točno to, kar vi tudi delate, punce pa fantje pravzaprav, ne? Ko imate kakšne simpatije, pa so vam kakšni fantje všeč, pa pol je malo po družbenih omrežjih, malo pobrskate, pa pogledate, kaj je, s katero punco je bil prej, pa kaj dela, pa katero glasbo posluša, pa kje stanuje, pa katere prijatelje ima, pa tako naprej, pa tako naprej. In to je tisto, kar se pravzaprav premalo zavedamo. In kot sami ugotavljate, ne, so te sledi zdaj lahko pozitivne ali pa negativne. Ampak dejstvo je, da se na osnovi teh sledi mi potem odločamo zdaj, ali bo nam ta oseba všeč, ali bomo bili z njimi, ali ne bomo, skratka naredili neke naslednje korake. In ravno o takšnih stvareh bomo danes pravzaprav govorili. Govorili bomo predvsem o tem, kako na kakšen način pravzaprav mladi, pa ne nazadnje tudi odrasle osebe, zlorabljajo internet v popolnoma druge namene, za kar v osnovi bil narejen. In to je tisto, kar bi vam danes preko praktičnih primerov rad pokazal, nakazal. Ampak za sam začetek mogoče, da se najprej predstavim. Moje ime je še zmeraj Tilen Dominko, no. Prihajam pa tukaj z ekipe varnega interneta, kjer se že dobrih 8 let ukvarjamo z temami, ki so povezane z varno, osveščeno, predvsem pa učinkovito uporabo spleta. Zdaj sam sem v svetu računalništva, v tem poslovnem že dobrih 20 let, dejstvo pa je, da se z računalniki ukvarjam od nekako svojega 6. razreda osnovne šole. Ampak ne glede na vse skupaj, vsa ta znanja, vse te izkušnje, ki smo jih dobili, ne samo jaz, tudi ostali člani ekipe, pravzaprav želimo na takšnih urah, predavanjih združiti in povedati eno preprosto stvar. Da je bolje, da se o teh stvareh pogovarjamo, da si izmenjujemo izkušnje, kot pa da si na tak drugačen način mislimo, saj pa vse vem, kar se tiče te novodobne tehnologije. Ker ravno takšnim osebam se največ neprijetnosti zgodi. Ampak upam, da se zavedate, ne, da pravzaprav v svetu, v katerem živimo v svetu informacijske družbe. In ta informacijska družba je pravzaprav družba, ne, kjer prevladujejo razne računalniške storitve, tehnologije, predvsem pa internet. Ampak informacijska družba ni pravzaprav tehnična družba, ampak je družba, v katerem se pravzaprav moramo zavedati, kako se obnašamo, živimo v tem informacijskem sistemu, ne nazadnje, kako razmišljamo. In to je tisto, kar se nemalokrat zgodi, da nimamo teh kompetenc, teh digitalnih kompetenc, ki bi si jih preučili, naučili, ker enostavno je toliko nova stvar, tako hitro je prišla vsakodnevno naše življenje, da si tega enostavno ne moramo priučiti tako hitro. Ampak dejstvo pa je, da si v osnovi priučimo te kritične vrednote, kaj prav, kaj ni prav, kako na kakšen način stvari funkcionirajo, na kaj moramo biti pozorni, da se ne bodo neke neprijetnosti zgodile. Ker upam, da se zavedate, ne, da na spletu oziroma na internetu veljajo določena pravila, ki niso sama sebi namen, ampak so zato, da nas obvarujejo pred nekimi neprijetnostmi. Tako kot v cestnoprometnem režimu. Zakaj pa imamo rdečo luč na semaforju? Zakaj pa imamo stop znak? Zakaj imamo razne znake, pa označbe, pa prehode za pešce? Je zato, da nam ne bo prihajalo do nekih neprijetnosti. Najprej vsi dobro veste, da ne gremo ravno čez cesto nekje kar sred ceste, ne hodimo po cesti, ampak gremo na pločnik, gremo čez cesto na prehodu za pešce in tako naprej. In tudi na internetu moramo upoštevati določene pravila, ker v nasprotnem primeru se nam bodo zgodile neke neprijetnosti.
In zato bi danes mogoče tukaj na tem predavanju rad povedal eno osnovno stvar, ki so povezane za to varno in odgovorno uporabo spleta, in sicer na način, da se bomo dotaknili nekoliko družbenih omrežij, predvsem preko praktičnih primerov bomo na te stvari nakazali, dotaknili se bomo posledic nespametne uporabe in pa dotaknili se bomo pravzaprav enih drobnih, kratkih nasvetov, ki vas na tak drugačen način lahko pripeljejo do rešijo pravzaprav nekih nočnih mor. Ampak za začetek dajmo pravzaprav pogledati eno dejstvo pravzaprav, ne. Eno dejstvo, mislim, da se ga vsi skupaj zavedate, je to, da ste se vi rodili v digitalnem svetu. Za vas je nekaj samoumevnega, da telefončki obstajajo, da obstaja internet in tako naprej. Ampak ta tehnologija ni tako stara, da bi jo lahko imeli kar samoumevno vsi po vrsti, ki živimo na tem planetu v danem trenutku. Ker dejansko osebe, ki so se rodile pred leto 1980, jih lahko kar imenujemo neke vrste digitalne priseljence. Ker tisto obdobje, ko smo se mi rodili, ni bilo takrat interneta, ni bilo telefonov pametnih in tako naprej, ne? Osebe po tem obdobju so pa nekako digitalni domorodci in tudi vi tukaj sodite noter na tak drugačen način. Ker vam je bila na grob način povedano tipkovnica položena v vaše zibelke noter. Vam je samoumevno, da to obstaja in na tak drugačen način te stvari uporabljate. In vi živite 24 ur na dan v tem online svetu. Ampak to pa še ne pomeni, da poznate ta online svet. Ker nemalokrat se ne zavedate pravzaprav, ne, da nekaj, ko postavite v digitalni svet, pravzaprav tam fotografije oziroma vsebine za venomer tudi gor ostanejo. In to je tisto, kar pravzaprav se največkrat potem zgodi. Vse te vaše nespametne odločitve, neke dogodke iz vašega življenja so zdaj vsakomur, komurkoli, kadarkoli dosegljivi z enim preprostim klikom oziroma s parimi kliki. In to je tisto, kar pravzaprav naslavlja ravno tisto glavno problematiko interneta. Ker se ne zavedamo, v kakšen svet se podajamo. A ste se kdaj vprašali, koliko velik pa sploh je internet? Koliko kilometrov je dolg, koliko kilogramov je težak, ali obstaja kakšna merska enota, s katero bi na tak drugačen način zmeril veličino interneta? Ni, ne? Lahko samo rečemo, da internet je ogromen. Ampak kaj pa zdaj ta ogromnost pomeni? Je odvisno, z kakšnega zornega kota gledamo na to stvar. Ampak če vam jaz tukaj pokažem eno zanimivo spletno stran, ne? Če gremo malo na internet pogledati, recimo Live Internet Stats. Tukaj je pravzaprav spletna stran, kjer vam pokaže, kaj se v živo dogaja na internetu. Mimogrede, vse te podatki, ki bomo zdaj tukaj videli, se pravzaprav enkrat na dan osvežujejo. Približno v polnoči po našem času se osvežijo in zdaj do, koliko je ura, do 5. ure, 5:15 se je na internetu zgodilo kaj, če pogledamo. Zgodilo se je to. Tlele vidimo, da danes je bilo poslanih koliko elektronskih sporočil? 164 milijard elektronskih sporočil. Vsako sekundo vidite, da se približno 1 do 2 milijona elektronskih sporočil pošle. Če gremo nekoliko nižje dole, Instagram poznate? 46-47 milijonov fotografij je bilo že uploadanih na Instagram. Vidimo, da približno 1000 do 2000 fotografij se vsako sekundo gor prenese. 1,7 milijarde uporabnikov na Facebooku je, približno 8,4 milijarde ogledov na YouTubeu recimo je narejenih, ne? Še mogoče malo dol, 145 milijonov Skype callov je bilo že danes narejeno recimo, ne? In to je svet, v katerega se podajate. In ne glede na to, ali zdaj vi telefon uporabljate 5 minut na dan, ali ga uporabljate 1 uro, cel dan, ali ste s telefončkom, s tablico, z računalnikom, vi na posreden ali neposreden način pravzaprav takrat komunicirate s približno 3,4 oziroma 3,5 milijardami ljudmi, ki so v vsakem trenutku na internetu. A mi kdo od vas zna tukaj garantira, da med temi 3,5 milijardami ljudmi pa ni nekoga, ki ne bi teh sledi, ki jih vi puščate v digitalnem svetu, izkoristil? V pozitivno ali pa v negativno, se ni pomembno zdaj v kakšen svet. In to je tisto, kar se premalo zavedate, sploh po enem dejstvu, če ga pogledamo naprej, ne? Zakaj pa vi največ uporabljate to novodobno tehnologijo? Kaj delate s telefončki, s tablicami, zakaj največ uporabljate? Tako generalno gledano. Za šolo uporabljate? Vem, da ste staršem prodali zgodbo, da rabite za šolo računalnike, ne? i7 procesor, 16 giga rama, 1 tera disk, ne? Pa 4 giga na grafični kartici, samo zato, da copy-paste iz Wikipedije naredite na Wordu dokument? Ne gre, ne?
Če smo iskreni, če nekako vse te vaše aktivnosti probamo neke smiselne celote združiti in jih grupirati, bomo videli zelo hitro, da jih uporabljate za kakšno poslušanje glasbe, gledanje videoposnetkov, igranje igric recimo, ne, v veliki meri. Dekleta ogromno tega družabnega življenja preživite, klepetalnice, takšne drugačne, ne. SMS-ji, Snapchati, Instagrami, Whatsappi, Vibri, ne vem kaj uporabljate vse, ne, pravzaprav na tak drugačen način. Sem pa tam pa tudi še kakšne informacije poiščete pravzaprav, ne. Zdaj za šolo pa tistih 5-10% časa namenite, to je pa tudi vse, kar namenite, ne. Tudi dejansko časovno gledano, ne, večino časa namenite ravno na teh segmentih, ne, se pravi vidimo, da skoraj da 70-80, ja do 90% časa namenite za to vrstne aktivnosti. Ampak kakorkoli stvari pogledamo, če vse te tri stvari pozdružimo na nek smiselno, na nek skupni imenovalec, zakaj pa res največ uporabljate to novodobno tehnologijo, pa zelo hitro ugotovimo, da je skupni imenovalec temu zabava. Ampak upam, da se zavedate, da računalnik pa ni orodje za zabavo, ampak je orodje za delo. In tukaj je ta največji razkorak pri pogledu na to novodobno tehnologijo. Ker je zanimivo, da vi dobro veste v realnem življenju, kako se določena orodja uporabljajo. In tudi temu primerno uporabljate. A bi vi prišli z motorno žago v kuhinjo, pa si odrezali kos kruha, recimo, pa puter pa marmelado namazali? Zakaj pa ne? Pa se to se da narediti. Ja, ker se zavedamo, ne, kako se... Prosim? Kaj bi lahko? Ja, ker se zavedate neprijetnosti, zavedate se to, da bo se po pomoti malo pult odrezal še, ne, pa vas pol mama nareže, ne, obilico problema, pa kruh bo masten, pa tako naprej, ne. Ko pa pridemo do računalnikov, ko pa pridemo do tablic, telefončkov, ne, se tu je pa nekaj na easy, ne, se tu pa vzameš tole napravco, ne, malo poslajdaš gor pa dol, se preklopiš na Wi-Fi, na 3G in ti, draga prijateljica, kaj je popularno? Ok, cool, Snapchat, dobro, gremo v Apple Store ali pa Google Play, ne, pritisneš gor na mesti, naprej in v 2 minutah začnete uporabljati Snapchat. Pa znate uporabljati Snapchat? Kjera pa je glavna prednost Snapchata v primerjavi z ostalimi družbenimi omrežji? Kot so Instagram, Facebook, recimo. Kaj? To je največja zmota, ki jo imajo uporabniki, ne? Saj slika zgine na Snapchatu. Ne, slika ne zgine, ne? Z tehničnega vidika zgine samo povezava do te slikce, ne? In ravno zaradi takšnih ali podobnih zmot, fanti in dekleta delate potem takšne ali podobne snape, in jih tu prepošiljate in potem se lahko zgodijo neprijetnosti. Neprijetnosti, kakor je bila ta recimo, ne, ko je punca v Kranju v 8. razredu osnovne šole lansko šolsko leto, 3 tedne pred začetkom lanskega šolskega leta in na prigovarjanje svoje simpatije, ki je bil 16 star, je prosil, če se slika zgoraj brez. In moj tak snap je naredila in kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, kar sta oba najmanj, čeprav sicer si on je obljubil, da to za svetu ne bo nikomor pokazal, da je samo za njega. Ampak kaj se je zgodilo? Ja, pozabil je zaščititi zasebnost na Snapchatu, na storiju, kamor je imel sliko noter shranjeno potem, ne? In ena X oseba najde to fotografijo, začela distribuirati naokrog in kaj se je zgodilo? Cela šola je videla to fotografijo. Vsi učitelji so videli. Punca se 3 tedne ni upala na šolo iti. Glede na to, da je bila pa mlajša od 14 let starosti, se je po službeni dolžnosti mogla vključiti tudi policija noter in je fant danes, ki je 16 strga po 176. členu Kazenskega zakonika, bremeni distribucija pornografske opreme, zagrožena zaporna kazen od 6 mesecev do 5 let. To so pa pol problemčki, ki pridejo od tega, se mi vemo, kako se stvari uporabljajo, ne? Dokaj se nekaj ne zgodi. Pa je pa problem. In to je tista problematika, glavna problematika, ker se jo premalo zavedate, ne? Da ta svet ni majhen. In v tem svetu veljajo določena pravila, ki še enkrat poudarjam, niso sama sebi namen, ampak so zato, da nas obvarujejo. Ne? In ena od takšnih glavnih problematik je to, kar sem že prej rekel, ta socialni inženiring, to, kar vi v veliki meri delate. Ampak niste vi edini, ki malo šnofate za svojimi simpatijami, pa gledate, kdo kaj počne, pa podobne stvari. To marsikdo gleda. Ampak upam, da se zavedate, ne, da ta socialni inženiring je v bistvu ena zgodba, ki ima nek življenjski cikl, če ga lahko na tak drugačen način imenujemo. Ne? Imenujemo ga lahko v prvem koraku kot zbiranje informacij, drugi korak je potem vzpostavitev odnosa s to osebo, na to izkoriščanje tega odnosa in pa z eno preprosto ciljem izvršitev zastavljenega cilja. O kom o čem govorim? Ne vem, ena punca mi je všeč.
probam dobiti informacije od nje, postanem prijatelj z njo na družbenih omrežjih, z ciljem, da postaneva par. Zdaj, ali mi bo to uspelo ali ne, je seveda odvisno zdaj od tega, kako bom jaz te stvari na tak drugačen način pelal. Kako pa jih lahko peljem? Kakšne pa so te tehnike? Ja, zelo preprosto. Lahko je tak neposreden pristop. Lahko pridem do punce pa rečem, ti si mi všeč, bi bila ti moja punca, pa bo ona po vsej verjetnosti rekla ne. Zelo velika verjetnost je, ne? Drug pristop je, da pridem do nje pa rečem, ti mi daš telefonsko številko, bom še prej dobil košarico, ne? Recimo danes, ko boste šli vi iz šole, oziroma ko greste iz tega predavanja ven, pa da vas na ulici ustavi neka neznana oseba, pa vas vpraša, kjeri so vaši prijatelji, kje ste bili na morju, kjero glasbo poslušate in podobne stvari. A boste te informacije vse povedali te osebi? Ne boste, ne? Super, prav je temu tako. Ker ta neposredni pristop se ga zavedamo v realnem življenju, ne? Ampak tehnike socialnega inženiringa ni samo tale en krogec, je več teh krogcev, ne? Če jih pogledamo. Sicer se ne bomo toliko oglasili pa teh stvareh, kot se bomo ustavili pri tem, pri zbiranju informacij preko interneta. In to je ta glavni krog, tudi velik pa rdeč. O kom, o čem govorim? A mogoče kdo od vas pozna Tino Runko? Poznate Tino Runko? Ne poznate? Pa se jaz tudi ne poznam. Pa dajmo narediti to, kar 99% ljudi naredi. Pojmo na internet, ne? Pojmo malo do strica Googla, obiskat ga, pa če gremo, zdaj bom malo počas potekalo vse skupaj, ker imam mikrofon v glavi, v roki. Ne? Evo, Tina Runko, enter. Kaj sem dobil? Dobil sem odgovor in kakšen odgovor sem dobil, če pogledate tlele 5 slik ene in iste punce. Je to Tina Runko? Ne vemo, predvidevamo, najbrž je stric Google nekaj povedal. Vidimo, da je na Facebooku, vidimo, da je na Instagramu, tle odspod vidimo, da je na LinkedInu recimo, ne. Gremo malo še dol pogledati, če vidite, je na Twitterju recimo tudi, ne. Skratka, klasična, tipična punca, mladostica. Pa dajmo pogledati, kaj pa ona kaj na Facebooku počne, če kaj počne, no. Jaz sem se malo prej, mislim, da prijavil na Facebook, sem zato, da bo vse skupaj malo potekalo. A je to ta prava Tina Runko? Če jo pogledamo, bo kar držalo, ne? Torej, če pogledamo Tino Runko, evo, tlele imamo zdaj zgodbico, vidimo, da je to punca, no takole slučajno zgleda, 28. maja je leto zgledala, tale punca tako frizurco imela, drugače je pa punca, ki živi v Ljubljani, no, študirala je kulturologijo na fakulteti za družbene vede, prej je hodila na umetniško gimnazijo Sodobni ples, delala je v plesnem centru Fiona nekaj časa pravzaprav, ne, pa če gremo še malo višji gor pogledati, oziroma malo nižji, se opravičujem, ne, vidimo, da ima 712 prijateljev, vse najbrž poznate te stvari, vidimo, kaj je tudi kaj počela v preteklosti, oziroma, če gremo malo o njej več pogledati, vidimo recimo vse njene prijatelje, se pravi teh 712 prijateljev bi zdaj lahko pregledali, vidimo njene fotografije oziroma lahko tudi mogoče kakšen album še pogledamo. Zdaj, če slučajno niste vedeli, je bila ona, tlele po slikah sodeč, je bila, vidite, na jugu Italije, kakšno leto dni nazaj, na dopustu s prijatelji v prijateljicami recimo, ne. Miha Mofardin pa Anja Sedevčica, njena dva prijatelja, no, ki so bili skupaj na morju recimo, ne, če vas slučajno zanima, ampak pojmo malo nazaj trenutek, pogledati, kaj še, recimo, vidimo, katero glasbo rada posluša, ne, vidimo, katere filme rada gleda, recimo, ne, kjere TV oddaje zanimajo, pa tam nekaj gor sem videl, da ima še nekaj družinske člane, malo da vidimo te družinske člane, no. Če slučajno niste vedeli, ima brata, ki mu ime Peter, no, Repi ga kliče njenega brata, no, ima očeta, ki je Vladimir, sestrično še Veronika Štrucel, recimo, ne, ampak dajmo pogledati, kaj pa kaj oče počne, če kaj počne. Te nekaj za Slovenijo navija, ne. Superca, evo, malo si nogice sonč pa uživa, ne. Tlele ima gor tudi malo tablico še njegovo, vidite, če kaj slučajno rabite, kakšno dodatno informacijo.
dobiti kakorkoli. Ampak dobro, zdaj videli smo v Ljubljani, ampak v Ljubljani živi ali kje živi? Ne vemo, dajmo pogledati, ne. Pejmo nazaj na Tino Runko, nazaj pa dajmo napisati Tina Runko, naslov. In kaj bomo dobili? Dobili bomo sicer neke informacije, ne, ampak če malo na hitro pogledate, recimo, ne, sploh če tukaj pogledate, boste videli Tina Runko, njena telefonska številka je 031 242 487, no, če želite poklicati, za kaj pogledati, recimo. Pa ne nazadnje, se spomnite, kako je bilo očetu ime? Vladimir. Ne, Vladimir je pa tukaj gor napisan, vidite, Vladimir Runko, ne, in skupina volilcev. Pa dajmo pogledati, kaj tukaj gor piše, recimo, ne, v tej zgodbici, čakajte, da ga bomo malo poiskali. Samo malo. Kaj bo tlele? Fajn. Vladimir Runko. Tukaj ga imamo napisanega, njen oče je bil pa rojen 9. maja 1965, dekani 114, se pravi, z dekanov je doma punca, ne. Pa dobro, dajmo še te dekane 114, no. Malo težje je brez miške delati, ampak bomo že preživeli. Pa pejmo malo pogledati, kje pa točno so telele dekani, kako njena hiša zgleda, kaj še to, da pogledamo, no. Dekani 114, enter. No evo, tukaj imamo dekani 114, če želite navodila za pot, najbrž veste, da ne bomo zdaj klikali. Kliknemo gore na ulico njeno, malo da pogledamo, kako zgleda, no. Evo, recimo, tukaj imate njen vhod v hišo, no, oziroma do doma. Evo, takole pa njen vrtek zgleda, recimo, od naše Tine Runko, recimo, ne. Da lahko vidite, kje točno stanuje, ne, tukaj je pač vhod noter, da si malo predstavljate, kje kavico pije in podobne zadevce. Ampak dobro, zdaj, če se jaz malo vrnem nazaj na te našo Tino Runko, ne, oziroma na tega našega neznanca na ulici, ne, kaj smo vas prej vprašali, če bi šli, če bi vas ustavil. A bi vi njemu rekli, oprostite, gospod ali pa gospa, zdaj odvisno, kjerega spola bi bil. Veste, tukaj stvari imam zapovedati v svojemu življenju, a gremo mi kar na en čaček ali pa eno tortico, pa vam bom tam vse povedal, kaj se v mojemu življenju dogaja. A bi to vi naredili? Ne bi naredili, ne? A bi Tina Runko to naredila, če bi jo vi ustavili na ulici? Ne bi, ne? Upam, da se pa vsi skupaj strinjate tukaj, da smo te zdaj 3-5 minut časa, kolikor smo si vzeli, od nje veliko izvedeli. Kje stanuje, kako njena hiša zgleda, kje je njeno telefonsko številko, s kom se ukvarjena, kjer v šolo hodi, kjer je prijateljima, kje je bila na morju, kjer glasbo posluša, ni da ni informacije od nje. Ker pozabljamo v digitalnem svetu poskrbeti za svojo zasebnost, tako kot v realnem življenju. Ker v realnem življenju, fanti in dekleta, dobro poskrbite za svojo zasebnost in veste, komu kakšno informacijo dati. Ker stopate pa v digitalni svet, pa si mislite, se mi nima kaj zgoditi. In to je tisto, kar želimo pravzaprav ravno na takšnih izobraževalnih programih, ki jih imamo po osnovnih in srednjih šolah, pravzaprav povedati, pokazati. Da te stvari se lahko zelo, zelo hitro spremenijo v neke neprijetnosti. In to je že profesor dr. Janoš Čebulj, ustavni sodnik, lepo jasno in glasno povedal pravzaprav, ne, da se danes pravzaprav zbiranju takih podatkov več ne moramo izogniti. In mogoče na prvi pogled te podatki sami po sebi niti nimajo neke teže pa uporabne vrednosti. Ampak dejstvo pa je, da če pa imamo nek cilj, s katerimi želimo te podatke povezati skupaj, je pa tisto, kar je to zelo, zelo močno in nevarno orožje. In potem se lahko zelo hitro zgodijo neprijetnosti v taki obliki, kot bi mogoče s tem filmčkom rad pokazal, pa nam bo dal lepo iztočnico za nadaljno debato, kako je na kakšen način se vse neumnosti počenjajo pravzaprav, ne, kaj se lahko zgodi. Pa dajmo pogledati pravzaprav za začetek tole, ne. He said his name was Alex and that he was 17. I thought I was being safe. I thought I knew how the internet worked.